napake, tako kot si rekel, so del učenja, del procesa in ni nič narobe, če kdo napako naredi. Ključno je, da ima nekoga, ki mu pomaga to napako potem rešiti ali pa odpraviti in se nekaj naučiti z tega ven. Mislim, to je nujno. Zdaj, poznaš tudi Brian Tracyja, ki je večkrat rekel, če želiš biti še uspešnejši, podvoji število svojih napak. In s tem se absolutno strinjam. Ampak to, kar mi danes nekako razumemo pod napako, gre pa za preizkušnjo. To pomeni, soočam se z nečim, s čimer se še nikoli nisem soočil. Zdaj pa lahko imam srečo, pa mi prvič rata, ali pa mi v večini primerov ne bo ratal. Ker tudi, če mi je prvič ratal, še ne pomeni, da mi bo drugič ratal, ker potem ne vem, zakaj mi je ratal. Če pa naredim napako, da mi ne uspe, se bom pa iz tega nekaj naučil, ali pa vsaj dobim priložnost, da se nekaj naučim. Kar pomeni, naslednjič se bom tega že lotil na drugačen način. In tako razvijam svojo formulo za uspeh, svojo formulo odličnosti. In ni odličnosti brez učenja skozi napake. Jaz ne morem danes biti odličen v tem, kar počnem, če nimam svoje formule za uspeh. In edini način, kako formulo za uspeh ustvariti, je skozi napake in to lastne. Skozi te preizkušnje, ker potem postanejo to izkušnje. In šele potem lahko nekoga učim. Ves čas imam dvome, še danes. Kako to s tem naučiš se s tem delati. Ti dvomi imajo seveda tudi svoje prednosti. Prvo je, da poslušam te dvome, ampak to še ne pomeni, da se nečesa ne bi lotil. Kvečemo toliko bolj, prej se lotim. To je recimo en del tega recepta. Drugi recept je pa ti dvomi me delajo boljšega. Zakaj me delajo boljšega? Zato, ker me ohranjajo v neki vlogi večnega učenca. In če vidim, da mi nekaj ne gre, potem se lotim tega še toliko bolj, skozi te oči, skozi to radovednost učenca, kaj lahko tu zboljšam, kaj lahko do naslednjič spremenim. In to je tisto, kar me žene. Zato sem za te dvome kar po eni strani zelo hvaležen. Pravo razmišljanje je tako imenovana učinkovita zavzetost. To sta dva pojma, ki na prvi pogled ne gresta skupaj. Ampak izhaja ravno iz te zavzetosti. To pomeni, če imam jaz v svoji ekipi zaposlene, ki v tem, kar počnejo, vidijo smisel, imajo ta občutek varnosti, da so na pravem mestu. To pomeni, da lahko tudi izpostavijo svoje kontraargumente, lahko izpostavijo svoje bolečine, svoje težave. Potem obstaja bistveno večja verjetnost, da bodo seveda zaposleni dosegli višjo stopnjo zavzetosti. In posledično bodo tudi bolj učinkoviti. Ponavadi izhajamo izključno iz prvega pojma. Ja, višja stopnja učinkovitosti, potem pa od tebe zahtevam zavzetost. Zgodba mora biti obrnjena. To pomeni, šele ko jaz dosegam to višjo stopnjo zavzetosti, višjo stopnjo motivacije, da ljudje prihajajo zadovoljni v službo, šele takrat bo pozitivni učinek tega, da bodo tudi bolj učinkovito delali. In to ponavadi v organizacijskih okoljih pozabljamo. Mi rečemo, ok, dam ti nagrado, šele če boš ti učinkovit. Zgodba mora biti drugačna. To pomeni, že od prvega dne nagrajujemo sodelavce nadpovprečno. Zato, ker se zavedamo, da višja stopnja zavzetosti spodbuja višjo stopnjo učinkovitosti. In tu je ideja vsega. Zavedanje, kako vodi 2000 ljudi, pride skozi to, da jih dejansko 2000 ne vodiš. Ampak vodiš sodelavke in sodelavce, ki so v tvoji neposredni bližini. In če si tu učinkovit na tem področju, kako vodiš teh 5, 6, 7, 8 do 9 ljudi, potem boš časoma vsak izmed njih prepoznali, kako vodi svojih 5, 6, 7, 8 in 9 in potem vsak izmed teh svojih 5, 6, 7, 8, 9, dokaj ne pride to do nekega kaskadnega prenašanja neke energije znotraj organizacije, ki seveda skozi neki določen trenutek, z nek določen moment ustvari ta klik in potem organizacija začne delovati. To je to. Je pa potrebno biti predvsej potrpežljiv. V prvi vrsti predvsem skozi neko zavedanje, a je zdaj ta energija, ki jo dajem v organizacije, energija, ki to organizacijo povezuje ali ne povezuje in dejansko povzroča nek nepotreben kaos, nek razkroj v tej organizaciji skozi razkroj nekih medosebnih odnosov. In to je bilo tisto bistveno, kar sem mogel spoznati, da v osnovi ne vodim 2000 ljudi, sem odgovoren za 2000 ljudi, ampak vodim zgolj 6, 7, 8, 9 ljudi. Ko sem seveda v neki popolnoma drugi vlogi na začetku vstopil v to podjetje, so bile moje vrednote drugačne, kot so bile na koncu. Ampak ne tiste, core vrednote, tiste bistvene.
delati dobro, z najboljšim namenom. Takrat sem si šele ustvaril družino, seveda mi je bil zelo pomemben tudi ta materialni del, ampak kasneje v življenju vidiš, ko si vse to uresničiš na tem materialnem delu, in to je seveda nekomu, ki si še tega ni uresničil, izredno težko razložiti, ampak ko si enkrat tam, ko to doživiš, ko si to ustvariš, v tistem trenutku to zgubi ves blišč, kolikor je davek za to previsok. Davek na zdravje, tudi družina. In na koncu vse, kar imam, kar je vezano na moje ime, to ni ne Lidl, ne direktorska funkcija, ampak to so moje vrednote, kaj govorim in kaj počnem. Vsak dan znova in vsak dan znova. In vse, kar imam v življenju, je ta integriteta. In za integriteto, tudi če mi kdo dela krivico in mi jo je marsikdaj naredil, se bom boril do konca svojih dni. Ker to je edini boj, ki je smiseln. Vsi ostali boji za uspeh, za denar, za karkoli drugega, to je precej dolgoročno nesmiselno in neuspešno početje. Česar sem se lotil po tistem, ko sem šel iz Lidla, lotil sem se vsega, kar mi je šlo na živce. Ali pa kar je nekdo rekel, Gregor, to bi bilo pa dober. Pa sem jaz že v osnovi rekel, ne, ti me ne poznaš, za me to zagotovo ni dober. Ker pomeni, obstajala neka možnost, da se precej motim. In sem ti zelo hvaležen, da si mi dokazal in pokazal, da se zelo motim. Kar mi je NLP prinesel in seveda tudi hipnoza in potem tudi ta proces pridobivanja znanj na področju coachinga, je, da si sposoben videti širše. Da to, kar se v tem trenutku dogaja v moji glavi ali pa mi nek glas na levi ali pa na desni rami nekaj govori, da to še ni nujno resnično. In spoznavanje sebe tudi skozi nek proces NLP-ja, skozi hipnozo, je zame izjemno dragoceno znanje. To, kar te spremeni. Predvsej približa ta proces poznavanja samega sebe, ki bi moral nekega dne, ko odhajamo iz tega sveta, najti že vsaj nek zelo dober odgovor. Kdo pri vragu sem? In to zagotovo je najtežje vprašanje, zato ker odgovor nanj iščeš celo življenje, a ga pa še takrat ne najdeš. Kar sem se sam naučil v življenju, je iskanje tega odgovora edino smiselno, kaj lahko v življenju počneš. Ker skozi ta smisel, ki ti ga da ta odgovor, ali pa spoznavanje tega odgovora, približevanje tej univerzalni resnici, ti omogoča, da krepi svoje odnose, da so ti odnosi bistveno bolj iskreni, bistveno bolj pristni, da se lotiš česarkoli v življenju in da dosežeš karkoli si želiš. Ti ta znanja NLP-ja bila koristna, če bi jih že prej znal, ko si bil še na poziciji generalnega? Absolutno, ampak sem vesel, da jih prej nisem imel, ker potem bi verjetno že danes bil v Lidlu. Aha, bi morda podaljšal to pot. Ja, ne bi bil na svoji poti še v tem trenutku. In na svoji poti sem prvi v življenju, ko res lahko čutim, da ne gre zgolj za neko preživetje, ampak resnično živim. Danes to spoznavam ne več skozi vloge, ampak enostavno skozi prisotnost. In to popolno prisotnost. In učiti se te popolne prisotnosti je praktično nemogoče, če se nisi pripravljen učiti skozi spoznavanje samega sebe in na koncu tudi naučiti. Ni šans, ni teorije, ne moreš biti prisoten. Zdaj, ravno so tuje trgovske verige, to je bil Hofer in to je bil Lidl. Iskale nadebudne mlade menedžerje, ki bi bili pripravljeni v Sloveniji seveda orati ledino in postaviti neke temelje za nadaljni razvoj podjetij. Teh verig nisem veliko poznal in nekako sta bile te obe opciji na mizi in jaz se nekega dne odpeljemo v Avstrijo, tako na raziskovalno pot, da vidim. Zdaj, če že se odločim za katero izmed teh dveh opcij, katera bi me znala bolj pritegniti. In Hofer sem malo poznal, grem kljub temu še enkrat v Hofer, opazujem neko dinamiko med tam prodajnim osebjem, med kupci, skušam malo razumeti neko logiko, kako so izdelki postavljeni, kje so police. In potem seveda jaz skočim čez cesto, mi je že bilo takrat fascinantno, ker je Hofer je Lidl in ker je Lidl je Hofer. Pustim avto kar tam parkiran, grem peš in pogledamo Lidl. In zdaj sem imel najprej eno predstavo, zdaj popolnoma druga predstava. In tisti Lidl je bil takrat, Bog pomagi, res kot neka prava baraka, temačna, umazanija povsod, kamorkoli si pogledal, izdelki kar tako nametani. Jaz tole vse skupaj gledam, skušam spet razumeti to logiko in seveda to dinamiko, malo to klimo, da začutim znotraj trgovine. In rečem, wow, totalen kaos. In očitno imam neko predispozicijo, da me kaos bolj privlači od nekega reda, ki je že spostavljen. Zakaj? Zato, ker v kaosu vidim več priložnosti, da iz tega narediš red, kot pa nekaj, da zgolj vzdržuješ ekosistem. In to me je v življenju vedno privlačilo, malo ta bolj trnova, težja pot. In tu sem videl seveda težjo pot, zato sem rekel, to je to.